Ilarija ima še eno vprašanje. Prosim, Ilarija. Koliko časa potrebujete, da ustvarite nek virtualen svet in katere potrebščine potrebujete? Torej, časovno odvisno od projekta, ne, seveda. To lahko gre za par urc do mesece, odvisno od tehnologije tudi, ki jo uporabljamo. Uporabljamo inštrumente, kateri so pravzaprav računalnik in tudi taki headseti, kakor imam tukaj, če ga vidite, ta headset je prav headset za virtualno realnost. Virtualna resničnost vpliva na tiste dele možganov, na katere sicer vpliva tudi resničen dogodek ali pa neka resnična izkušnja. Se pravi, če imamo neko vidno izkušnjo, se bo vzburil tisti del možganov, ki je pomemben za vid, če imamo neko slušno izkušnjo, se bo aktiviral tisti del možganov, ki je pomemben za sluh. No, v zadnjih mesecih so bili mladi res bolj priklenjeni na tablice, na računalnike in na telefončke. Opažate v praksi kakšne spremembe pri mladih? Kako je to nanje vplivalo? Na nek način je kar verjetno jim stresno in vpliva na duševno zdravje in počutje, ker je zdaj ob ponovnih vseh teh ukrepih potrebno na novo organizirati življenje, prosti čas. Tudi staršem se je enako zgodilo in mislim, da so zdaj postavljeni pred izzive, na katere je dobro odgovoriti, bom rekel, mogoče malo strokovno, projektno, kar pomeni, da je potrebno se starši usesti dol, vzeti čas, na novo načrtovati prosti čas, čas za delo, čas za učenje, študij in iskati alternativne načine preživljanja prostega časa, da le-ti ne bodo samo omejeni na čas, zabavo, sprostitev za digitalnimi napravami.